A smo generacija za življenje? Smo. Naša družba izgublja prave vrednote, naš svet se pogreza v brezno sramote, a mi pa nič ne storimo. Še vidno se tiho držimo ob strani, postajamo vidno bolj mlačni kristjani. Zakaj se markoga bojimo? Stopimo iz tišine, iz duhovne bide, sveti duh naj vodi naše misli in besede. Letos ima Pohod za življenje posebno geslo. Kaj sporočate z njim? Ja, res nekako mislim, da moramo iti čisto v osnove, ne? Da vsak nerojeni otrok je človek, ker če človečnost vzamemo ljudem, potem lahko res delamo z ljudmi karkoli hočemo. Ne? Če pa ves čas ohranjamo v mislih, da je to človek, da ima dostojanstvo človeka, da ima vrednost, da je živ tako kot jaz in vi, potem je to drugače, je to ta razlika in si želim, da bi res v vseh teh tednih, ko to ponavljamo, prišlo v našo zavest, da so res nerojeni otroci ravno tako ljudje kot vsi drugi. Še ena posebnost je letošnjega pohoda in sicer prihajajo tisti, ki so pravzaprav preživeli splav. Ne? Kaj sporočajo pa oni? Meni se zdi to res en edinstven trenutek tu za našo Slovenijo, ker se mi zdi, ko ti enkrat vidiš človeka, da je iz mesa in kosti in ki je bil praktično milimetre stran od tega, da ga ne bi bilo, ti to ne more pustiti hladnega. In jaz si želim, da bi to res potrkali na srca Slovencev, da ne bi več tem ljudem govorili imena, ko so pravica in moja izbira in ne vem kaj, ampak bi rekli, to so enakopravni člani naše družbe. Odločno povejmo na glas, prihodnost sveta je odvisna od nas. Delamo zato, da bo za nas človekovo dostojanstvo, pravica do življenja tista prva in da potem tudi v družbi spreminjamo stvari na bolje. Ja, jaz sem tukaj danes zato, ker si želim sporočiti vsem, ki so kakršnekoli stiske glede življenja, glede splava, da obstaja pomoč, če jo rabijo, zato ker si želimo nuditi pomoč, pa bližino, pa oporo vsem, ki jo potrebujejo, pa sporočiti celemu svetu, da je življenje čudovito in da je vsak otrok vreden, da si ga zaslužiš dobiti. Ne glede na to, koliko je star človek, je človek. In to, da vsak, ki stoji tukaj med nami danes in tisti, ki ne stojijo, so bili enkrat ena celica. Družina je zakon in Slovenija stoji na temu. Se mi zdi res super, da praznujemo življenje, da smo veseli, ker živimo, ker so nam naše mame dale življenje in očetje, ki so nas sprejeli. In je to en čudovit dogodek, da smo tukaj, da praznujemo to, da nas je Bog ustvaril, da smo. Jezus nas kliče, bodimo njegove priče. Premagajmo strah in sprožimo plas, naj ne bo nam vseeno, mok je poraz. Sva Aleksandar in Nevenka. Pričevala bom v njegovem imenu. Ko sva bila na obisku pri pokojni sestri v Beogradu, mu je povedala, da je mama delala splav, ko je zanosila z njim. Mama je mislila, da ga je splavila, a on je preživel, čeprav se ni dobro razvijal, ga je mama rodila v 6. mesecu. Bil je v inkubatorju in ima posledice slepote in nima dobre motorike. Marko, Aurelio in Aleks sta osebi s posebnimi potrebami. Po človeški odločitvi se ne bi smela roditi, vendar sta se rodila in sta danes v Braziliji, Sloveniji in celemu svetu priča, da so nerojeni otroci, ki jim je namenjena smrt, čisto pravi ljudje, tako kot smo mi. Z veliko željo, da bi živeli in z neizmernim veseljem in življenjskim optimizmom. Tonijo pa je njihov oče posvojitelj. Tonijo je posvojil že 47 otrok s posebnimi potrebami. Bom dia, Eslovênia. Que bom ver tantas pessoas que gostam da vida
muito obrigado pelo vosso testemunho. Dober dan, Slovenija. Kako lepo je biti tukaj z vami, da ki imate radi življenje. Iskrena hvala za vaše pričevanje. Skrbimo za 47 otrok, ki sem jih posvojil, ker so bili zavrženi. To jim je povzročilo veliko trpljenja. Mnogi izmed njih so preživeli poskus splava. Toda v naši skupnosti so našli očeta in mamo. Ti moji posvojeni otroci so s svojim veseljem navdihnili že številne nosečnice, ki so nameravale opraviti splav. Ko so videli njihove veselje do življenja, so se premislile in otročke obdržale. Po zaključku uradnega programa se je približno 3000 udeležencev pohoda za življenje podalo še po ulicah Ljubljane in tudi prebivalcem Ljubljane oznanilo svoje veselo sporočilo veselja do življenja. Za življenje pričujem, za življenje pričuj tudi ti, vsak naš življenje spoštuje, da naš rod obstoji. Za družino pričujem, za družino pričuj tudi ti, oče, mama, bratje, sestre, v njej otrok se rodi. Odkar obstaja zemlja, odkar ustvarjen je ta svet, poraja čudež vse življenja, tudi jaz sem njegov projekt. Za življenje pričujem, za življenje pričuj tudi ti, vsak naj življenje spoštuje, da naš rod obstoji. Za družino pričujem, za družino pričuj tudi ti, oče, mama, bratje, sestre, v njej otrok se rodi. Življenje nosi sanje, ki v resničnost rastejo, otrok prinaša upanje, da družine obstanejo.